Evo, spet nov avto v mojem najmanj priljubljenem razredu avtomobilov. Ne vem, kolikokrat sem že rekel, da če želite udoben avto, si kupite limuzino, če želite športnega, si kupite nizek in lahek avto, če želite terenca, si kupite tako konkretno mašino s pravim podvozjem, če želite sedeti samo visoko, pa si kupite kombi, še več prostora bo imel kot tole. Ampak nekateri želite vse v enem in to je Porsche. In če je bil večini Cayenne prevelik, kar tudi v resnici je tale Macan mogoče ravno pravšnji, če bo mošnjiček seveda zmogel. Ja, tole zna postati pravi prodajni hit med smetano. Ali pa med tistimi, ki enostavno želite dobro izdelan manjši SUV, ki se po vrhu vsega še odlično pelje. Ja, prvi vtis je res dober, kot da ne bi vozil tako visokega avtomobila. Ne vem, kaj počnejo pri Porscheju, oziroma vem, no, naredili so v osnovi športen avtomobil in mu nadeli malo večje škornje, če lahko tako rečem, ampak Macan zaživi drugje, ne na navadni cesti. Podvozje je zasnovano čisto na novo. Pazite, spredaj ima ožje gume kot zadaj, kot 911. S tem je lahko krmilni mehanizem bolj neposreden, lega pa še bolj nevtralna. In seveda je zato takšna tudi vodljivost, zato ker ne morem verjeti, kako dobro se pelje takšen Macan po stezi. Ja, pri Porscheju mirno pravijo, da naj z njim vozimo hitro, da sploh vidimo, v čem je ta avto res dober. In če sam težko verjamem, da je vožnja s takšnim avtomobilom lahko športna, no, pri Macanu je blizu temu, ja. Najprej je tu odličen namestitev za volanom. Skoraj takšna kot v Carreri, le da se seveda sedi bistveno višje. Ampak še vedno za skoraj 7 cm nižje kot v Cayenneu. Volan je postavljen pokončno, voznika obkroža visok sredinski greben, da ima vse pri roki, občutek pa je takšen športno utesnjen. Prostora sicer ni veliko, pa tudi tako malo ne. Ima prtljažnik recimo meri 500 litrov. Ampak kaj bi vse to? Vožnja je tista, ki navduši. Inženirji so večkrat poudarili, da je to v osnovi športen avtomobil, zato vse skupaj deluje precej bolj čvrsto kot pri katerem koli podobnem majhnem SUV-ju. Tudi štirikolesni pogon, ki je seveda serijski, je naravnan zelo športno, tako da bliskovito razporeja navor naprej in nazaj preko aktivne sklopke. V tesnem sorodu je s tistim pri Carreri 4, kar pomeni, da je sam sistem tudi dokaj lahek, predvsem pa lahko 100% navora prenese na posamezno os. To je zelo pomembno, ko se takole preganjate po ovinkih. In ja, Macanu lahko popolnoma izklopite ESP in si date duška. Takšno igrišče bi imel tudi jaz doma. In tamle čez je že tovarna. Za izdelavo Macana so v Leipzigu v Porschevi tovarni tamle čez odprli čisto novo proizvodno linijo in vanjo investirali $500 milijarde. Predvsem so zelo ponosni na svojo ultramoderno lakirnico ter dejstvo, da so zagotovili 1500 novih delovnih mest, ker naj bi bil Macan tako zelo uspešen model za Porsche. Za ves svet jih bodo izdelovali tukaj, tudi tega so. Za začetek jih bodo na leto proizvedli 50 000, potem pa bo vse odvisno od žena bogatih nogometašev, če jim bo všeč. €58 000 staneta osnovna dizelski in bencinski model v Nemčiji. Vsaj dizel bi lahko imel podobno ceno tudi v Sloveniji. Oba imata 3-litrska 6-valjnika V oblike, dizel 190 kW, to je 258 konjev, bencinar pa 250 kW, to je 340 konjev. Ampak, kot vedno, najbolj razburja seveda tale model, turbo. 3,6-litrski bencinski biturbo V6 in 294 kW, okroglih 400 konjev. Ja, za takšen avto kar hudo, 266 km/h je končna hitrost, pospešek dostopa samo 4,8 sekunde. Verjetno je jasno, da imajo vsi Macani serijski dvosklopčni menjalnik PDK, ki je hiter kot strela. Takšno zračno podvozje pa je samo ob doplačilu in kot prvo v tem segmentu avtomobilov. Prvi vtis na cesti je dober, vožnja se zdi pri nastavitvi komfort dovolj udobna. Ampak me vseeno zanima še nekaj.
Ker je tole v osnovi Audi Q5, čeprav pri Porscheju pravijo, da so mu dodelali ali zamenjali 3/4 delov, bi se moral dokaj dobro peljati tudi po terenu. Ja, s takšnimi širokimi pneumatikami verjetno ne bo prilezel daleč oziroma jih bo preveč škoda. Ampak s tem nastavljivim podvozjem je lahko Macan celo 23 cm oddaljen od tal, kar je na ravni pravih terencev. Z nekaj dodelavami bi po mojem lahko postal pravi kralj peščenih sipin, ampak ne bom pretiraval. Evo, zdaj se bom spustil po klancu dol in avto bo čisto vse opravil na mesto mene. Takole vklopim hill descent, se samo spustim. Evo. Dna sploh ne vidim, toliko je strmo. Glede na to, da bo verjetno ves čas preživel na cesti v službi prevoza otrok v šolo, je za vse skupaj veliko preveč zmogljiv. Evo, kako gladko gre vse skupaj. Tisti, ki želite takšno troživko, imate zdaj res dober avtomobil v ponudbi. In če zadaj piše Porsche, verjetno ni čisto nič narobe. Čeprav,